Tokrat se ponovno odpira Čufarjev festival na Jesenicah v gledališču in predno je do tega prišlo, je bilo potrebno kar nekaj postoriti. Vsekakor, ta festival že po svoji kvaliteti in tradiciji nalaga odboru, da pripravi vse tako, kot se spodobi za tak kulturen dogodek na Jesenicah. Vendar ekipa je utečena. Leta so 32. Čufarjevi dnevi in nekaj je rutine, tako da nam celo ostane nekaj časa, da iščemo nove pristope, da iščemo kakšne novosti. Trudimo se biti v kontaktu z gledališči, ki pripravljajo programe za tekmovalni nastop in kar precej je aktivnosti, vendar kot sem rekel, stvari tečejo po že utečenih tirnicah in lahko sproti kontroliramo in na koncu pripeljemo do točke, ko na dan otvoritve lahko rečemo, vse je pripravljeno. In tako kot v lanskem letu je tudi letos vse predstave izbiral Iztok Valič? Tako je, selektor ima težko nalogo, ima prijavljenih 27 predstav. Zdaj je med temi predstavami treba poiskati tiste, ki so primerne za tekmovalni program. Seveda je pa pri tem treba spoštovati osnovna pravila razpisa, pa dogovore, ki grejo v smeri lepega slovenskega jezika, domači avtorji in seveda kvaliteten nivo predstave, ki zagotavlja užitek gledalcem na festivalu. In tako kot vsa leta je vedno težek izbor, ima selektor kar težko nalogo, za koga se bo odločil. Kaj pravzaprav tukaj prevaga? To je vprašanje za selektorja. Selektor si postavi svoj načrt in v tem načrtu je, kot sem dejal, kvaliteta izraza, kvaliteta predstave in usmerjenost v neko novo, nekaj novega, kar se dogaja tudi v ljubiteljskih gledališčih. In 7 dni bodo ponovno prihajali ljudje v kulturni hram gledališča Toneta Čufarja in seveda tudi ocenjevali vse te predstave, ki se bodo zvrstile na odru. To je en sestavni del ocenjevanja in jeseniška publika je zrela publika in na koncu smo vedno blizu tistemu, kar oceni strokovna žirija. Ponovno ste pred tednom dni zabave v kulturnem hramu gledališča Toneta Čufarja. Koliko predstav se bo letos zvrstilo na odru, v glavnem pa so to ljubiteljska gledališča? Seveda so to vsa ljubiteljska gledališča, 6 predstav odraslih, 4 v mladinski kategoriji, vse skupaj boste ocenjevali 2 žiriji in pa seveda tudi občinstvo. Gre pretežno vendarle za oznako komedija, ampak vsaka ta komedija ima drugačen predznak in tako kot je že ugotavljal Iztok Valič, ki pa je že pogledal vseh 10 predstav, pravzaprav v resnici 32, vseh tistih, ki se jih je prijavilo na naš festival, pa letos opaža velik napredek, veliko raznolikost v tem, da so se pač odločali na ljubiteljskih odrih tako za preverjene kot povsem nove gledališke stvaritve. Nekaj so jih zapisali tudi sami, torej so avtorske in predvsem slednje velja vzpodbujati vnaprej in bo vzpodbujal tudi Čufarjev festival to smernico. Je bilo letošnje leto izbrano kakšno novo ljubiteljsko gledališče, ki se še ni predstavilo tukaj v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah? Mislim, da Gabrovica pri Komnu letos res gostuje prvič pri nas v okviru Čufarjevega festivala, Bistriški teater prav tako. No, Škofja Loka vemo, da je kar znano ime na Čufarjevem odru, prav tako Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane. Potem Selce, ki v mladinski kategoriji nastopa, je novo ime, novega gledališko skupino že dobro poznamo. Mladinska skupina iz Števerjana pa kot struktura mladih prihaja prvič, sicer pa zamejca iz Števerjana tudi na tem odru in na tem festivalu že dokaj dobro poznamo. In kdo je tisti, ki je največkrat stopil na vaše odrske deske med temi ljubiteljskimi gledališči?
Ja, med ljubiteljskimi gledališči se pojavljajo tista imena, ki so pravzaprav začela ta festival, ko še ni bil festival, ko so bili Čufarjevi dnevi zgolj srečanje. In to pomeni Loški oder, Šentjakobsko gledališče, gledališče treh herojev, oder treh herojev Pirniče in pa društvo Trnovle pri Celju. Tako da so v bistvu našteta gledališča začetniki Čufarjevega festivala. Po 10 letih se je to srečanje prelevilo v festival in to smer zdaj tudi naše gledališče kot organizator nadaljuje. In koliko predstav bo predstavilo domače gledališče, vaše gledališče? Domače gledališče, zanimivo, oder odpira oziroma zaveso odpira in zastira, se pravi festival začenja in zaključuje. Začenja ga predstava, ki ga je lani zaključila, to se pravi romantični muzikal Za zmeraj, v režiji Gabra Trseglava. No, to je letos tekmovalna predstava, no zaključuje pa predstava Vozi Miško, kdo neki tam poje. In čez teden dni se bodo ponovno vrata gledališča Toneta Čufarja zaprla in takrat bodo podeljena tudi posebna priznanja. Takrat se podeli 4 Čufarjeve plakete, torej Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo v celoti, Čufarjevo plaketo po izboru občinstva, Čufarjevo plaketo za najboljšo žensko in najboljšo moško vlogo, no in podeljuje se tudi Nova gas. To pa je v mladinski kategoriji za specifične izdelke, za posebne stvaritve, za drugačnost. Skratka, ta Nova gas je neko posebno priznanje. Čemu in zakaj se podeli, pa seveda odloča žirija. Vi ste avtor predstave, ki pač ni nova na današnjem odru, temveč je to otvoritvena predstava 32 Čufarjevih dnevov. Je kar velika uspešnica, kaj ne? Ja, zdaj smo jo kar eno leto igrali in zdaj prihajajo nove predstave, tako da ljudje imajo radi, tako da bi se pa lahko še več igrala. Ne? To je komedija. Nisem pa avtor, ampak sem režiser. Avtor je Gregor Čušin. Za tekst pa Nataša Vester Trseglav je za glasbo. To je komedija in o čem še govori ta predstava? Romantična komedija s songi in bendom v živo, tako bi lahko rekel na kratko. Govori pa o ljubezni in o minljivosti in o tem, da moramo biti pozorni drug do drugega in se imeti radi. Lahko še nekaj več poveste o sami predstavi, da gre to za dva par, oziroma za par, ne poročni par? Gre za par, ki se znajde na križišču, na neki točki, ki se mora odločiti, da bo ostal skupaj ali ne, potem pa v ta odnos zareže bolezen, ne, in potem se zgodi marsikaj. In bliže se poroka in tako, in zasnubijo in poroka in tako naprej. In pričakujete tudi na Čufarjevem festivalu odlično oceno? Ja, zame je najboljša ocena največ to, da ljudje gledajo predstavo in da uživajo v njej. Za ostale ocene pa nagrade mi pa nikaj dosti mar. Kako vi gledate na ljubiteljsko kulturo v slovenskem prostoru? Ljubiteljska kultura je nekaj, na kar smo v Sloveniji lahko zelo ponosni. Ne. Zlasti tudi na to izjemno razvejeno mrežo ljubiteljskih gledališč, ki otvori kar ogromno število gledaliških zanesenjakov, ki najdejo po vseh teh svojih vsakodnevnih obveznostih še dovolj časa in energije, da prihajajo na vaje, snujejo predstave in jih tudi predstavljajo svojemu občinstvu. In to je res ena izjemna popestritev tako pač prostega časa vsakega posameznika, ne? Hkrati pa zagotavlja neko kulturno izmenjavo in tudi družbeno povezanost. Zato mislim, da moramo biti na to ponosni in da moramo to podpirati. In kako vi gledate na to, glede na to, da je to ljubiteljsko gledališče, da so to ljubiteljske predstave, so pa tudi predstave, ki niso ljubiteljske, naprimer Linhartova dvorana, pa še bi lahko naštevali. Ja, v Sloveniji imamo več tipov gledališč, a ne?
od teh nacionalnega pomena, ne, potem do drugačnih tipov na lokalni ravni, ne, in tudi gledališč bolj projektnega tipa in ljubiteljskih gledališč. Mislim, da se vse to izjemno dobro dopolnjuje. Ne? In zlasti ljubiteljska gledališča, čeprav niso profesionalna, mislim, da so na izjemno visokem kakovostnem nivoju.